Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Zdaj šele začenjam, samo navon hodim, sonce, drevo, titje, rože, trave. Jolenavor, urednica, urednica Hetrinkovega koledarja, ki letos ima 60 let, recimo, izdaja ga kulturno društvo Hetrinko vsake leto. Kaj je rdeča nit tega novega koledarja, ki ga vsi pričakujejo? Hetrinko koledar je tudi letos rezultat dela številnih sodelavcev in kot ponavadi predstavlja realnost Slovencev Videnske pokrajine in tudi stike in povezave s Posočjem. Seveda letos imamo dosti obletnic, ki smo se jih spomnili tudi v koledarju. Prva, kot je bilo že rečeno, je 60-letnica izhajanja in v prispevku Đorđa Bankića je predstavljeno prav rojstvo te pomembne publikacije in to skozi pisem lazanškega župnika Kufola, ki je bil eden od glavnih ustanoviteljev, pobudnikov te publikacije. Potem smo se spomnili tudi drugih dveh obletnic, in sicer 50-letnice avtonomne dežele Furlanije Imotske krajine in 50-letnice drugega Vatikanskega koncila, ki sta bila dva pomembna mejnika v zgodovini te naše dežele in ne samo, ker zaobjemajo širši prostor in seveda se tičejo tudi nas Slovencev. Potem imamo lep prispevek, ki je osredotočen na dogajanje ob meji, in sicer 50-letnica obnovitev stikov med Benečijo in širšim okoljem in Posočjem. Leta 1962 je prvič šla zelo številna delegacija 19 županov iz Benečije z čedajskim županom, takratnim senatorjem Pelico v Kobarit, da bi se poklonili spominu padlim v Prvi svetovni vojni. To je bil prvi uradni stik in je potekal v zelo prijateljskem vzdušju. Temu dogodku je dal velik poudarek tudi krajevni tisk in nekako na tej podlagi so se začeli razvijati stiki tudi med upravitelji tega našega prostora. V Hetrinkovem koledarju objavljamo tudi listino pravic Slovencev Videnske pokrajine, ki je izšla 36 let od tega. To je bil prvi politični dokument, ki so ga izdelali predstavniki Slovencev Videnske pokrajine. Je bil zelo pomemben in še danes ohranja svojo aktualnost. Spomnimo se, da to se je zgodilo takoj po potresu, ki je povzročil ogromno škodo našim krajem. Takrat so Slovenci izdelali to politično platformo in jo predstavili vsem političnim dejavnikom. 35 let od tega pa se je zgodila v Vidmu prva konferenca o jezikovnih manjšinah, sklicala jo je pokrajina Videm in tudi to je bil zelo pomemben dogodek, ker takrat so predstavniki slovenskih organizacij se predstavili na zelo visoki kakovostni ravni s številnimi prispevki in tudi tu je pomembno poudariti, kako so bili aktualni in kako so še vedno zanimivi za mlajše ljudi. Smisel teh obletnic ni toliko, da se mi spominjamo samo tistih pomembnih dogodkov, smisel je tudi v tem, da nekako mlajšim ljudem predstavimo pot, ki jo je naša skupnost prehodila v zadnjem času in vemo, da je zgodovina zelo pomembna, ker moramo vedeti, odkot prihajamo, kje smo začeli z našim delom, zato da pravilno ocenimo to, kar imamo danes in da lahko načrtujemo naše delo za naprej. Spominjamo se tudi druge zelo pomembne obletnice, ki bo zaznamovala prihodnje leto celo to naše področje, to je 300-letnica Tolminskega punta. Spominjamo se oziroma predstavljamo delo Rezijanskega kulturnega društva Rezijanski dom, ki bo praznoval 30 let svojega delovanja.
in je zanimiv prispevek, ukolikor so nekako nakazani iz leta v leto vse pobude, ki so jih razvili v dolini Rezje in nam nekako tudi pokažejo pot, ki je bila prehojena. Potem seveda, kot vsako leto, ima Trinkov koledar tudi pomembno poglavje, ki je namenjeno literarnej ustvarjalnosti. Letos imamo prispevke pesnika Renata Quaglie in Silvane Paletti, tako da je tudi Rezja zelo močno zastopana, pa tudi druge literarne ustvarjalce. In morda na koncu je prav, da omenimo tudi en drug prispevek, in sicer etnografske zapise, ki so jih pripravili dijaki profesorja Dolenca, ki je bil profesor v Tolminu. Dijaki so zapisovali to narodno blago v Breginjskem kotu. Temu smo dali precejšno pozornost in precej prostora, kajti gre za ljudsko izročilo, ki je zelo zanimivo, je tudi zelo podobno našemu, tudi jezikovno je zelo zanimivo, tako da tudi tokrat se Trinkov koledar predstavlja zelo bogato vsebino z različnimi temami, ki nas peljejo malo nazaj v zgodovino, ma tudi nam dajejo precej zanimivo sliko o tem, kaj delamo in kaj ustvarjamo danes. Zahvalimo Juri Namor in Trinkov koledar bo na razpolago kako vedno 6. januarja na dan emigranta v Čeladu ob 3 popoldan. Hvala. Hvala vam. Vesele praznike. Hvala tudi vsem našim gledalcem in poslušalcem. Hvala. Zelene doline, majhne vasi, duhosti stisnjene, dlanjo do morja. Beneški dnevnik 2013 izhaja vsako leto z časopisom Dom in nam tako spremlja v novem letu. Letos je že izšel, je pripravljen in do nas smo tle na redakciji časopisa 15 dnevnika Dom in z nami je Ecio Gožnjak, ki nam pove lepo, katere so novosti tega letošnjega Beneškega dnevnika. Ja, najprej je treba povedati, da Beneški kalendar je sad dela predvsem Morena Tomažetiča, ki ga vsi poznamo, saj dela nekaj risbene prediženje. Je njega ideja že kajšno leto, a vsako leto jo pelje naprej. Beneški dnevnik je te prava agenda, kakor so vse agende se mora vzeti, je vsak dan ulijete, ima eno stran, je napisano, kater dan je, kajšen svečenik je, kajšen, če so kakšne posebne priložnosti tisti dan, a na se more je prostor za, da vsak napiše tiste, kar želi, kar malirati tisti dan. Je na agenda, pa je posebna agenda zato, ki je Beneška agenda, zato je obogatjena z nekaterimi rečmi, ki jih imamo samo tle v Benečini. Letos je Moreno Tomažetič zbral za temo igre, ki so jih otroci igrali par starin. Ne dost par starin so v 50-ih let prejšnjega stoletja. Je opisano, katere so bile tele igre, kako se jih lahko današnji dan obnovi. Lepo, če reč, da je tudi malo raziskoval, pogledal, kaj je, kdo je pomagal pri pripravi telih igre? Ja, mu je pomagal Đorđo Rutar, Jur Zatih iz Jesiča, ki je tudi sodelavec Doma, so se prunatelji na našem uredništvu se srečala in tako je prišla ideja, da bi torej naredili. Blizu so tudi druge smešne zgodbice, ki jih je napisal Moreno in jih je tudi narisal. So recepte, ki jih je napravila Loreta Primožič in druge zanimivosti. Se pravi, da tela je agenda, pa so tudi, bi lahko jali, da ne bukva, ki lahko se prebira, ki se lahko jih prebira celo leto. Zato sem jela, da nas spremljajo v teku celega leta. Sem videla, da so tudi pravce Ade Tomažetič in vi ste izdali pred kratkim tudi Škrataca do Luka, recimo, a njega pravce. Ja, smo izdali tudi telo knjigo, v katerih je 7 pravc, ki jih je napisala Ada Tomažetič.
Ado Tomažetić jo vsi poznajo, zato ki je zbirala stare pravce, ki so jih pravili nje starši, ki so jih pravili v vasi v Šarženti, ampak potem je začela tudi ona pisati pravce. In prav v telih bukvacah je 7 novih pravc, ki so zelo zanimive. Ne? Tako da Beneški dnevnik zaigrat, kako se je igralo enkrat, nazaj igrat po stari, recimo. In beneške pravce, ricete, nam manjka nič za lepo imeti, lepo novo leto. Manjka še na riječ, je kolendar, stenski kolendar, ki ga obješamo v naših hišah. Par za Drugi most, ki je tista, ki izdaja dom, ki je napravila Beneški dnevnik, ki je napravila pravce Tomažetić, že malo let kupe s Kamuni Tipana, v Benešiji, in s Kamunem ali občino Kobarit v Posočju napravimo tel kolendar, čezmejni, čezkonfilski kolendar mora biti, da je samo tel kolendar, ki obstaja v Italiji, tajšne sorte, ne? Zato, ki ga imajo radi ljudje na nijem te drugi strani mejem, pokaže, ko je lepo biti kupen, ko je lepo sodelovati. Tel je stenski kolendar, ki ima posebnost, da ima lepe fotografije. Lepe fotografije z našega konca, pravzaprav iz tipanskega konca, in iz kobariškega konca. In tudi tel kolendar naši ljudje imajo zelo radi, in ga všafamo malo po vsi role, tudi, se mora reči, tudi po Laškem, in tudi zuna, in v Sloveniji zuna teritorija Kamuna Kobarit. Lep pozdrav iz Terske doline. Tu v Bardu, v Veliki njivi, še pripravljajo polovin, kries, ki ga bodo zažgali 6. januarja ob 6. večer. Organizira društvo ex-emigranti iz Barda in pa pomagajo vsi mladi televasice. Marisa Kergarzonka. Marisa, ćeš nas povedati o stare navade od koledo? Allora, ti mali otroci su stanili zjutraj uvod, ano su hodili oko tetiš, su šli oko tetiš, kar su prišli ta na prah, su govorili koledo, novo leto, Bog nam dejte na dobro leto. I ku sem dajali? Su dajali kuline, ljesnike, ano mandulat. I nas, to si nje kole? Nas si nje to je kole, in damo in je boje bogatstvo, solte, čokolatine, mandarine. Tole kada? Prvi dan leta. 6. januarja nese na druga stara tradicija. Ja, ta polovina. Kako se dijela polovin? Allora, mozije po stari su sikli sirče, e zdaj ne su spravljali baletike. Zat moži su storili v kopu, ti baletike, a zat su ložili na vrh, su ložili na babo staro, ker to bo to staro leto. A zat su dali, oni su zazgali to staro leto. Kada za? Za pirnahte. Suši su plesali, su pili njerzonto, su delali kolo, su plesali fin zjutraj, kar to bo urajte oko krav. E zat su viskurse, ko su delali? Su viskurse su delali pačo. Ko to je pača? To je na panjokica, storjena uz ti ruse muke. A rusa muka na vodu, za su ložili peć, ano su jedli tole. E zat na koncu? E zat na koncu su storili se oni polovin, ano su storili kolo, ano su pijeli tole. Stara baba, ne bojše o njaj. Sprepeli una nevesta, an posina, zdravje, anu sređo. Preden končamo, spomnimo vas, da v nedjeljo 6. januarja ob 15. uri
bo u gledališću Ristori u Čedadu 50. dan emigranta. Na programu bojo pjesmi iz 37. beneške pjesmi, pa predstava beneškega gledališča Galanda iz Ažle, veliki župan Benečije, ki jo je napisal Đorđo Bankić z dramaturško zamisljo Marjana Bevka. Za pozdrave bosta poskrbela profesor Saverio Ruperto in monsignor Marino Qualica. Za do nas je vse, slišimo se spet čez teden dni, a lijep pozdrav iz Benečije.